Spoštovani vsi ljudje, ki ste blage volje. Božični praznik danes poznajo mnogi ljudje, vendar ga različno doživljajo in praznujejo. Nekateri se veselijo prostih dni, drugi priložnosti za nakupovanje, tretji veselega decembra ali uživanja novoletnih počitnic. Za mnoge je Božič družinski praznik, ko so vsaj nekaj časa lahko vsi skupaj. Verski običaji marsikoga predramijo, da se v spominu vrača v otroštvo in zahrepeni po toplini, ki jo je nekdaj doživljal. Različne življenjske preizkušnje tovrstne želje še okrepijo. Skrivnost vere nam osrednje sporočilo božičnega dogodka želi znova posredovati. Mlada družina Jožef, Marija in Jezus išče dom, razumevanje, sočutje. Pa ne najde drugega prostora kot zapuščeno votlino, stajo za živali izven mesta Betlehem. Ali podobno vprašanje ne vznemirja nas tudi danes? Za običajno družino očeta, matere in otrok je v naši družbi čedalje manj prostora. Vse druge oblike skupnega bivanja pa postajajo privilegirane. Sporočilo Božiča pa je jasno. Pred našimi očmi je sveta družina, ki je zgled vsem družinam. Skupnost po Božji zamisli, ki more edina nuditi otroku vse, kar potrebuje, telesno življenje, varnost očeta in nežnost matere, osebe za identifikacijo, duhovno sporočilo prednikov in odkrivanje smisla življenja. Božji otrok prihaja, da razodene človekoljubnost Boga in bistvo človeka za vse čase. Veselimo se čudeža življenja, ki je hlev spremenil v svetišče in ki se je približal vsem ubogim ter postal kruh za življenje sveta. Sprejmimo ga v svoje srce. Tako bomo lahko povsod prinašali veselje in sporočilo, da Bog še ni obupal nad človekom in tudi najbolj izgubljenemu bitju omogoča nov začetek. Vsem vam, posebej bolnim, obupanim, zasvojenim in zapornikom voščim mir božične noči, ki naj vas z Božjim blagoslovom spremlja tudi v novem letu 2010.